Dober dan, lepo pozdravljeni na predstavitvi nove knjige založbe Družina z naslovom Moderni adventni venčki, avtorice Sabine Šegula, ki jo prav lepo pozdravljam tukaj med nami. Doktor Sabina Šegula je doktorica agronomskih znanosti, priznana mednarodna mojstrica floristike, raziskovalka in predavateljica, ki v okviru svoje zasebne šole Akademije cvetja izvaja različna izobraževanja s področja floristike in hortikulture. Že več kot desetletje sodeluje pri prazničnem krešenju bazilike svetega Petra v Vatikanu, lansko leto pa je vodila projekt izdelave adventnih vencev in okraskov za vatikanska božična drevesa. Danes je ponedeljek in nas še samo nekaj dni loči do prve adventne nedelje. Se pravi, adventne nedelje časa, ko se začnemo pripravljati na veselo pričakovanje božiča. In eden od običajev v Sloveniji oziroma zunanja simbolika adventnega časa so tudi adventni venčki, ki so v Sloveniji tudi zelo razširjeni. Danes, ko je tržišče preobremenjeno z najrazličnejšo ponudbo in nas od nakupov ločili nekaj klikov, je še posebej dragoceno, če ustvarimo nekaj sami ali skupaj z najbližjimi. Občutek o prižiganju prve sveče na ročno izdelanem adventnem vencu bo tako, če ga bomo izdelali sami, še bolj oseben in doživet. To je bil tudi eden razlogov, da smo se pri založbi Družina odločili in skupaj z gospo Šegulo izdali to knjigo, ki jo danes predstavljamo, Adventni venčki. V priročniku nas gospa Sabina Šegula po korakih opremljenih z nazornimi, barvitimi fotografijami popelje skozi postopek izdelave 20 adventnih vencev za vsak okus. Odlikuje jih ravnovesje med tradicijo in sodobnostjo, domiselna uporaba raznolikega okrasja in recikliranja materialov. To recikliranje gospa Sabina bo mogla posebej izpostaviti, ker danes je je lepo biti trajnosten. Tako da mogoče na začetku, če izpostavive najprej to odliko vaših vencov. Ja, pravzaprav lahko se vidi tudi v sami knjigi, kot tudi na razstavi. Vse, kar je možno, se lahko reciklira. Od pločevink do stare slame, nenazadnje tudi džins hlače, ki so raztrgane in iz tega lahko naredimo hudomušne venčke. Tako v bistvu skozi celo knjigo sem nekje peljala rdečo nit in res poskušala čim bolj nazorno pokazati samo izdelavo. Namreč ideja je, da tudi če ljudje nimajo točno takih materialov, lahko naredijo kaj unikatnega. In pravzaprav takole se spominjam takih pločevink, kot so lahko tukaj na sliki so prikazani kot sam nastavek za sveče. Se spominjam lahko tudi takih hudomušnih trenutkov, ko sem preživljala dopust in smo tudi v bistvu ustvarjali za otroci in uporabljali pločevinke. Ni vedno vse tisto, kar je novo in lahko naredimo ogromno, če gremo v gozd, pogledamo, kaj je okrog nas in z občutkom tiste, bi rekla, prefinjenosti in estetike lahko naberemo marsikakšno vejico, storž, lahko storže, recimo storže smreke, lahko razpolovimo in dobimo prekrasna vretena. Skratka, ogromno je tu nekih idej. Bi pa mogoče poudarila tudi to, da je veliko novosti tudi v tem smislu, da se uporablja žica. Žica je pravzaprav en tak material, ki jo lahko ima vsak in prepričana sem, da bo lahko tak priročnik popestril marsikakšno delavnico. Ne morem pa mimo tega, da sem v bistvu klasični način izdelave adventnih vencev prepletla z mojimi občutki in izkušnjami lanskoletnega projekta Vatikana, ko smo v popolnem lockdownu z mnogimi ustvarili preko Zoom delavnice adventne vence, ki so potem šli v Vatikan. Ta izkušnja je pa v bistvu opisana tudi tukaj v zadnjem poglavju. Kakšni so pa trendi letos?
Naj povem, da je ob izidu knjige gospa Šegula v galeriji Družina pripravila prodajno razstavo adventnih vencov, ne samo tistih, ki so v knjigi, ampak tudi drugih. Pa, če opišete, zdaj se ne morem več prehoditi vmes, ampak če nam vi s pogledom se sprehodite in nam opišete letošnje trende. Tako kot običajno je vsako leto nekaj modnih smernic v floristiki in tukaj so pravzaprav direktno iz Nemčije tudi pripeljani adventni venci, ki smo skupaj ustvarili v mojstrski šoli, ravno v času, ko je tudi nastajala knjiga. Tako da dejansko vidimo res tisto čist novo modno noto. Po eni strani imamo zeleno barvo, temen žajbelj in pa mentol, ki nas spominja na hladne zimske dni. Nasprotje tega so v bistvu toni konjaka, kot je poimenovan trend, mogoče hudomušno, vendar so vsi ti toni nekje zajeti v plamenih, tako da si lahko predstavljamo, da smo ob kaminu in se grejemo ob teh venčkih. Romantiki so vedno romantiki in za njih ostajajo žlahtni, boho toni, to se pravi rožnati, od lososove pa tam nekje tudi do burgundec temno rdeče barve. In pa ne moremo mimo tradicije. Tradicija je zelo nekje zasidrana v rdeče, zeleni, beli barvi. Vendar, kot vemo, je pa tisto pravo adventno, barvito, v bistvu vijoličasta barva, ampak tokrat v samih modnih smernicah ni nekje v trendu. Ampak mora pa biti. Brez vijolične barve ni adventa. Ravno tako v bistvu smo naredili glavnino adventnih vencev lansko leto za Vatikan v vijolični barvi. Seveda, ker so pač šli v Italijo, je bilo nekaj pozlate in srebra. Mogoče pa kot zanimivost, vseeno smo imeli pa kar nekaj vencev tudi v rdeči barvi. Ampak če se spomnim na Vatikan, tam je bil poudarek na teh slovenskih okraskih, tudi naravnih, ne? Kako je bilo pa z lučkami? Tudi tukaj jih imamo nekaj, ne? Tudi tukaj imamo lučke. Lučke so pravzaprav tisto, kar naredijo še en korak naprej, tisto mistično vzdušje, pričakovanje. Ne samo, da imamo sveče, ampak da je potem tudi tista, bi rekla, magična svetloba. Lučke v Vatikanu so zelo dobro zastopane, sploh na dreveščkih, ker mogoče samo toliko, da ko sva s kolegom Petrom pač hotela že okrasiti drevesca, pač to je pomenilo od 3 do 6 metrov visoke jelke, ker so pač to bila drevesca v primerjavi s 30-metrsko smreko. Vendar je bilo najprej treba lučke montirati in potem so šele sledili okraski. Okraski so bili čudoviti, iz oblancov narejeni in iz slame. Zakaj ta dva materijala? Prvič, mi smo dežela gozdov in pa tradicijo imamo v Prekmurju izdelovanja različnih izdelkov iz slame, ter slama je odporna tudi na vremenske razmere, tako da v bistvu drevesa, ki so stala zunaj, so bila okrašena s slamnatimi okraski, tista, ki so bila notri, so bila pa v bistvu iz oblancov. V teh vaših letošnjih vencih je poleg naravnih materialov tudi veliko filca. Odkot ta ideja? To je v bistvu volna. Jaz z volno že kar nekaj let delam. Sem šla tudi v bistvu z očetom obiskati to tovarno, da pač jaz moram vsak material videti in se mi zdi, da je volna tisto, kar zdaj nekje v zimskem času prav paše. Že če nas zebe, pa pogledamo na volno, nam je že malo topleje. In s tem materialom zelo rada delam in zelo lepo se kombinira. Tudi v bistvu tukaj na samem vencu mogoče samo toliko malenkost neke teorije, če imamo gladke bunkice, potem zelo lepo pride do izraza, če imamo potem volnato podlago, tako bolj mehko. Zdaj, če knjigi na pot poveve, komu ste jo najbolj namenili, koga ste imeli pred sabo, ko ste jo sestavljali? Koga bi si želeli tudi na vaših delavnicah? A veste, zdaj pravzaprav v moji, bi rekla, na moji življenjski poti v karieri, ko nekje 25 let že
podajam svoje znanje. Pravzaprav vse, ki sem jih srečala v življenju in so se zelo lepo imeli na mojih delavnicah, na tečajih, ker vedno se z istimi obrazi srečujemo, pridajo še novi in pravzaprav vsi medgeneracijsko. Ker jaz v bistvu ne ločam tisto, kar je pač samo za otroke, pa potem tisto, kar je pač za bolj, bi rekla, ročne. Namreč tudi pri samih teh venčkih je lahko kakšen par rok otrok zaposlen, kakšne snopke se lahko dela ali pa mogoče volno samo skupaj zlaga. Skratka, tukaj je pravzaprav brez omejitev. Tukaj za vse tiste, ki radi ustvarjajo. Tudi za tiste, ki smo malo bolj nerodni, mogoče? Nerodnih ni, samo malo dalj časa je potrebno in potem je vsak venček unikaten. Samo da je narejen z ljubeznijo. Ja, to pa tudi res. Se pravi, če povabimo naše gledalce v galerijo Družina, lahko ob nakupu knjige, priročnika, ob pogledu v živo vaših vencev, potem dobijo tudi še material za izdelavo in pravite, da z dobro voljo ga bo vsak naredil. Ja, z dobro voljo in potrpežljivostjo sigurno. Namreč jaz imam eno hudomušno izjavo vedno za vse, tudi moje študente, da bližnjic v cvetličarstvu ni. Tako da se moram pač majčkeno potruditi. Smo pa res, poleg tega, da so tukaj že razstavljeni, prodajni pač izdelki, je nekaj pripravljenih materialov v škatlah, namreč to je bilo mišljeno na ta način, da pač, ko se vidi venček v živo, potem se recimo pogleda, kaj je še v knjigi, tisto, kar je všečno, se pa lahko v bistvu tudi material kupi in naredi. Kakšen venec bo pa krasil vašo mizo v vaši hiši? Ja, bo kar v rdeči kombinaciji, namreč jaz imam vse v rdečem, ker je to moja barva, tako da pa malo bolj nenavaden. Moram pa reči, da večinoma, kar se tiče dekoracij, kar prepustim mojim nečakinjam, tako da tukaj pa jaz nekje uživam pa gledam, kaj ustvarjajo. Kakšen pa bo potem prehod na Božič, ki pa je rdeč? Ja, mogoče malo za šalo, malo zares upam, da bo prehod v Božič tak, kot sva ga s Petrom navajena, namreč, da ga bova preživela v Vatikanu in bo seveda potem tista tradicija, polnoč in pa pač prej delo, božična krasitev, to v tem smislu mi dva božiče preživljava. Moram pa mogoče samo toliko kot zanimivost povedati, da je v bistvu že potrjeno in tokrat Slovenci bomo peljali v Vatikan za 4 papežove bazilike 1200 slovenskih božičnih zvezd. Tako da smo lahko ponosni. Zdaj pa pač so časi taki, da čakamo še na potrditev, da bi lahko tradicionalno, tako kot sva bila navajena, preživljala Božič. No, mi vam to želimo, da se bo uresničilo. Sedaj pa še vprašanja iz občinstva. Prosim, se je komu kaj porodilo? Gospa, gospa, lahko malo več poveste o tem sjajnem adventnem venčku iz džinsa, ker ste ga se že malo se dotaknili. Ravno sem povedal. Ja. Kje ste dobili idejo, namig, kako je prišla vaša zadeva? Se mogoče. Ja, zadeva je taka, da jaz iz džinsa zelo veliko delam, ker se mi zdi pač to zelo uporaben material. In pravzaprav, ko sem začela rezati hlače, sem je nekje potem, ko sem nekje razmišljala, kako naj ta venček visi in ko sem videla pas, sem je potem lepo enostaven samo ideja dokončno speljala. Ne znam povedati, nisem imela skic, to je bil trenutni navdih in pravzaprav je zelo težko potem delati priročnik, ko imaš trenuten navdih in potem je treba vse, ti bi že hitro dokončal, moraš pa vse po korakih slikati, ker ne boš potem več vedel, kako si naredil. Tako da ja, meni osebno mi je ta tak hudomušen, res tisto, bi rekla, izstopa in tukaj res vidimo, da lahko marsikaj recikliramo. Ja, božičkove kapice, mogoče zaradi tega, ker sem to imela v mislih, da je to za kakšen tak, bi rekla, za otroški kotiček, da je za na vrata otroške sobe, namreč zraven sem dodala kraguljčke, tako da se točno ve, kdaj grejo otroci spat.
ki pač vrata mečkan zanihajo in kragulčki se oglasijo. Tako da v bistvu to idejo sem imela nekje, ko se pač otroci malo, bi rekla, v temu prazničnem času pretihotapijo, kdaj ven iz postelje, potem se jih pa lahko takoj sliši. To je bila taka ideja. Je pa ta namenjen brez svečk, a ne? Ja, to, kar je pač viseče, je pravzaprav brez sveč, čeprav sem želela tudi v bistvu razmišljati v tem smislu, sem naredila tudi en venček s svečko, ampak ta svečka je samo dekorativnega namena, ni za prižgati. Mogoče tukaj, ko se pač pogovarjamo o svečkah, bi poudarila, da sem dodatno posvetila kar nekaj, bi rekla, strani varnemu pritrjevanju sveč. Zaradi tega, ker vsako leto beremo, da so kakšne nesreče, imamo več različnih inovativnih možnosti pritrjevanja sveč, vsako leto nove tudi spoznam in tukaj jih je kar nekaj navedenih. Mogoče pa je res taka najbolj trajnostna tista, ko pač moramo točno vedeti, katero pločevinko bomo vzeli, kakšno hrano, da bo potem pasal za svečko, tako majhen, bi rekla, spet hudomušno, pa vendarle, a ne, reciklaža. Prosim. Še ti nam. Koliko časa pa recimo se porabi za izdelavo takega venčka? Zdaj, to je odvisno. Pravzaprav je tako. V teh adventnih venčkih se jaz nisem omejila s tem, koliko časa bom porabila, ker sem jaz imela v mislih to, da bi ljudje čim dlje časa uživali v izdelovanju venčkov. Tukaj sem imela mogoče to vodilo. Sploh recimo pri plešočem venčku, ki je pač dvignjen na oknu. Ta venec sem pravzaprav delala nekje 2 dni, namreč vse je treba to preplesti in ni tako enostavno. In materiali, ki so uporabljeni, sploh niso dragi, ampak je tukaj noter toliko nekega dela vloženega, ne, da potem dejansko je to total unikaten venček. In vsak, ki bo se lotil takega venčka, ne bo naredil nikoli enakega, ga ne moreš narediti. To mi je bilo nekje tako vodilo. Je pa res, da so ti venčki nastajali celo poletje, je pa res, da sem nekje julij, avgust začela nekje razmišljati o tem. Prvi adventni venček je bilo zelo težko narediti, preden pač padeš v to vzdušje. Malo sem si pomagala z glasbo, malo smo imeli lučke, ampak potem, ko nekje pač stvar zalaufa, potem pa ideje kar krešejo. Je pa sred poletja res težko padati, ne, nekje. Razen, ko sem se pač sprehajala, to je pa res, sem v nekaterih trgovinah pa že videla od noč čarovnic pa do božičnih okraskov, tako da se nekaj zdaj pa moram jaz tudi to narediti. Knjiga ima tudi uvod gospe Lare Vurnik, v katerem nam tudi advent nekako osmisli, ga postavi na pravo mesto. To sem se zdaj spomnila, ker ste rekli, da imamo vse pomešano v tej naši družbi. Tako da res vabljeni, da si vzamete v roke knjigo in potem mogoče dobite korajžo in letos naredite malo drugačen in svoj venček. Mogoče sam še to, jaz sem pozabila nekaj, ja. Vedno, to je zdaj pač tako, ker si pač z mislimi drugje. Jaz moram povedati, da jaz svojega dela ne bi mogla opravljati, če ne bi imela podpore družine. Ker pač vsa stojala, ki so tukaj, je pravzaprav naredil oče. Kar vidite lesa, imam kombinacijo spet oče in pa mož. Tako da dejansko, če si sam ne moreš nič, če smo pa skupaj povezani, potem pa lahko vse.